Molimo. Sveti Bog, naj se tvoja cerkev vztrajno pripravlja na veliko noč. Daj, da nam bo telesna pokora, za katero smo se v začetku posta odločili, prinesla duhovne sadove. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Ezekijela. To govori Gospod Bog. Če se brezbožni odvrne od vseh svojih potov, ki jih je storil, spolnjuje vse moje zakone in dela, kar je prav in pravično, bo gotovo živel in ne bo umrl. Nobena njegovih hudobij, ki jih je zakrivil, se mu ne bo vračunala. Zaradi svoje pravičnosti, ki jo je vršil, naj živi. Ali mi je res pogodo smrt brezbožnega, govori vsemogočni Gospod, ne pa, da se spreobrne od svojih potov in živi. Če pa se pravični odvrne od svoje pravičnosti in počenja hudobijo, posnema vse gnusobe, ki jih je počenjal brezbožni, bo mar živel? Ne, nobeno njegovih pravičnih del, ki jih je storil, se mu ne bo vračunalo. Zaradi svoje nezvestobe, ki jo je zagrešil, in zaradi svojega greha, ki ga je zakrivil, zaradi tega mora umreti. Pa pravite, Gospodova pot ni pravilna. Slišite vendar, Izraelova hiša, moja pot, da ni pravilna, ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, počenja hudobijo in zato umre, mora umreti zaradi hudobije, ki jo je storil. Če pa se brezbožni odvrne od svoje brezbožnosti, ki jo je počenjal, in ravna prav in pravično, bo ohranil svoje življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh svojih hudobij, ki jih je počenjal, bo gotovo živel, ne bo umrl. To je Božja beseda. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh. Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod, sliši moj glas. Naj pazijo tvoja ušesa na glas moje prošnje. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh. Če boš pregrehe v spominu ohranil, Gospod, Gospod, kdo bo obstal? Toda pri tebi je odpuščanje grehov, da bi ti spoštovanjem služili. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh. Upam v Gospoda, moja duša upa v njegovo besedo. Moja duša pričakuje Gospoda, bolj ko stražniki jutranjo zarjo. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh. Bolj ko stražniki jutranjo zarjo, naj Izrael pričakuje Gospoda. Zakaj pri Gospodu je usmiljenje, pri njem je obilno rešenje. Gospod, ne spominjaj se naših pregreh.
Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša kot pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: Ne ubijaj. Kdor pa koga ubije, pride pred sodbo. Jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo. In kdor reče svojemu bratu tepec, zasluži, da pride pred veliki zbor. Kdor pa reče norec, zasluži, da pride v peklenski ogenj. Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, pusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom in potem pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te vrgel v ječo. Resnično povem ti, ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, Jezus nas uči, da je sprava sad spreobrnenja, prosimo ga, da bi po tej poti krepili medsebojno razumevanje. Pomagaj nam, da bomo hodili po poti tvojih zapovedi in ljubezni. Pomagaj državnim voditeljem, da bodo spoštovali Božje zapovedi in cenili vsako življenje. Daj družinam moči, da bodo premagovali napetosti in zamere z odkritim pogovorom. Pomagaj nam, da bomo svojim bližnjim iskreno podajali roko sprave. Na priprošnjost svetega Roka se usmili vseh obolelih z virusom in drugih bolnikom v naši domovini ter njihovih svojcev. Podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo velikodušno skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te za državne voditelje in vse, ki skrbijo za našo varnost, da bodo v težkih časih modro in odgovorno služili svojemu ljudstvu. In še po papeževem namenu za februar molimo za ženske žrtve nasilja, da bi jih družba zaščitila, upoštevala in prisluhnila njihovemu trpljenju. Gospod Jezus, podpiraj nas s svojo milostjo, da bomo vsak dan z ljudmi dobre volje stopali po